Danes vam bom razkril, kam največ investiram, ampak to niso investicije, ki jih pričakuješ. Hej, lep pozdrav in če ste novi, dobrodošli na mojem kanalu, kjer se trudimo, da vzpodbudimo finančno pismenost. Večinoma se posvečamo tehničnim analizam, ampak glede na to, da imamo na kriptotrgu pravo mrtvilo, sem razmišljal, da bi ponovno obudil vlog sekcijo na mojem kanalu, kjer malo razglabljam in delim svoje razmišljanja. Ampak to so seveda moje razmišljanja, če imate vi svoje ali pa tudi če se z nečim ne strinjate, lahko to delite spodaj pod tem videom v komentarjih. Konec koncev, cilj tega videa je, da se vzpodbudi debata. In če so vam te vsebine všeč, tovrstna razglabljanja, razmišljanja, jih lahko naredim še več, imam še ogromno idej, ampak tega ne bom vedel, če vi meni tega ne pokažete. Pokažete pa mi tako, da všečkate video, komentirate spodaj in se tudi naročite na moj kanal. S tem mi v bistvu rečete, hej, to mi je všeč, daj naredi več tega. Pa dajmo, kam jaz največ investiram? Zanimivo je predvsem to, da če bi me to vprašali pred več leti, bi bil odgovor popolnoma drugačen. Moj odgovor bi se po moje glasil kripto, delnice, mogoče kakšna poslovna ideja, žlahtne kovine. Ampak danes, naj namignem, da moje 3 največje investicije nimajo skoraj nobene veze z denarjem. In kar je zanimivo, ravno te investicije mi dolgoročno prinesejo največ. Zakaj to omenjam? Zato, ker večina ljudi dela ključno napako, investira v napačnem vrstnem redu. Začnejo z denarjem in potem se sprašujejo, zakaj nimajo časa, zakaj so pod stresom in zakaj nimajo občutka, da sploh živijo. Jaz sem to logiko popolnoma obrnil in danes ti bom pokazal, kako lahko to narediš tudi ti. Torej, kaj je moja prva in največja investicija? Moja prva in največja investicija je čas. Kaj ta bluzi, investicija v čas, je to sploh možno, kako? Ja, zagotovo imate v tem trenutku polno glavo teh in podobnih vprašanj. Ampak naj obrazložim. Investiram čas, da pridobim čas. Brez skrbi bom obrazložil tudi na podlagi primerov. Ampak najprej pokrijmo ključne točke pri investiranju v čas. Vsi moramo delati, je res. Različna dela, ne samo to, da hodimo v službo, tukaj imamo v mislih tudi kakšna opravila, recimo gospodinjska opravila, opravke, obveznosti in podobno. Katere so ključne točke pri investiranju v čas? Organizacija, sistematski pristop k delu, raziskovanje obstoječih rešitev ali razvoj lastnih za boljši in hitrejši proces. Dajmo vzeti za primer enega podjetnika. Ustvari en produkt, trgu je všeč, prodaja raste, super. V tem istem momentu se mora vprašati, kako jaz zdaj lahko ustvarim več, da pokrijemo vse večje povpraševanje. In kar se zgodi v tem momentu, je dejansko investicija v čas. Torej, da ustvari nekaj istega v manjšem časovnem razponu. Začne raziskovati razne obstoječe tehnologije, ki bi mu lahko pomagale pri tem, začne gledati, če mora morda spremeniti organizacijo v svojem podjetju. Torej, razmišljanje, ki ga mora v tem primeru ubrati podjetnik, je, če vložim v to tehnologijo, s tem pridobim na času proizvodnje enega produkta in jih lahko tako proizvedem več kot prej, pokrijem povpraševanje in si s tem povrnem investicijo tako na času kot v denarju. Imam tudi en svoj primer. Kot veste, imam tudi svojo spletno stran explicit.si, kjer objavljam vse te videe, ki jih ustvarjam, kar je tudi dobro za SEO. Ampak, kaj se je začelo dogajati? Bilo je kar precej videov in za eno objavo mi je šlo kar precej časa, tam nekje 10 minut.
In kaj se je začelo dogajati? V stiski s časom sem začel to opuščati. In ta količina videov se je začela nabirati in nabirati, na koncu se mi jih je nabralo preko 100. In potem sem prišel do enega ključnega momenta, kjer sem spoznal, ok, tako ne more iti več naprej, to moram rešiti. In postavljen sem bil pred odločitev, ali naj vnašam vsak video posebej in s tem izgubim 1000 minut, kar bi bilo tam nekje 17 ur dela, ali pa se spravim v raziskavo in poskušam ustvariti neko avtomatizacijo, ki bi to uredila samodejno. In glede na to, da imamo ozadje iz programiranja, sem se odločil za slednjo. Raziskoval in delal sem cel vikend, dajmo reči 8 ur na dan, vsega skupaj 16 ur in na koncu izdelal avtomatizirano rešitev, ki mi je rešila ta kaos v parih sekundah. In tukaj si bo zdaj marsikdo mislil, ok, 17 ur proti 16 ur, sicer razlika je, ampak spet ni neka bistvena. Ampak tukaj se motite. S to rešitvijo jaz zdaj v prihodnosti vsakič, ko objavim nov video, pridobivam na času. Kadarkoli objavim nov video, je zdaj tukaj 10 minut, ki mi jih ni treba porabiti, ker mi jih enostavno reši ta proces. In s tem jaz pridobivam na času. To je investicija v čas, da pridobiš čas, ki deluje podobno kot obrestno-obrestni račun. In tako jaz delam pri vsem, ne glede na to, ali se gre za kakšno resno delo ali pa recimo pomivanje posode. In organizacija mi je ključnega pomena tukaj. Brez dobre organizacije tukaj enostavno ne gre. Naslednje seveda je sistematski pristop k delu, torej da preden se česa lotiš, najprej raziščeš, kako bi to lahko opravil čim hitreje in čim bolj efektivno, ampak tukaj je treba poudariti, brez izgube kvalitete. In seveda je tukaj tudi ključnega pomena raziskovanja obstoječih rešitev ali razvoj lastnih. Ali obstaja že kakšna rešitev, ki bi mi pomagala? Če je ni, lahko sam razvijem kakšno. Kaj bi dejansko pridobil, če vložim v neko rešitev? Recimo prej sem omenjal pomivanje posode. Rešitev? Pomivalni stroj. Ogromno ljudi tukaj dela napako, ker mislijo, da morajo delati več, zato da zaslužijo več. To je ogromna napaka. S tem pride dobesedno do pomanjkanja časa in seveda tudi do vedno več primerov izgorelosti. Delati je treba pametneje in na način, kot sem ga opisal prej. Tukaj bi izpostavil en zelo pomemben pregovor, ki praktično v parih besedah pove vse, kar sem jaz prej. Revni vlagajo v denar, bogati vlagajo v čas. To je torej moja prva in največja investicija. Vlaganje v čas. In tako, s pomočjo vlaganja v čas imamo zdaj več časa na razpolago. Vprašanje zdaj je, kam ta čas vlagati naprej. In tukaj pride na vrsto investicija, ki je sicer na drugem mestu, ampak nič kaj manj pomembna. Investicija v neprecenljivo. Kaj sploh je to? To so stvari, ki nimajo cene. Družina, bližnji, prijatelji, zdravje, znanje. Denar je mrtva stvar. Čeprav imamo mi lahko občutke do denarja, nam denar teh občutkov ne more vračati. Kaj pa nam jih lahko? To so družina, bližnji in prijatelji. In žalostno mi je videti, da prav to v današnji moderni družbi najbolj zanemarjamo. To je točno to, kar sem omenil prej. Gonja za denarjem. Razmišljanje, da je treba delati več, da zaslužiš več. In posledično nam zmanjka časa. Kdo tukaj najbolj nastrada? Otrok, ki bi se rad igral z nami, ki rabi našo podporo, vzgojo, da ga uvedemo v družbo, da se bo v prihodnosti znašel. Prijatelj, ki ima težavo in bi se rad zaupal, pa nimamo časa zanj. In na koncu koncev tudi mi sami. In ko sem prej omenil otroke, ogromno staršev se zaradi pomanjkanja časa počuti podzavestno krive in mislijo, da se bodo lahko odkupili tako, da bodo otroku privoščili več igrač, razne krožke in podobno.
Ampak igrače bodo zanimive za nekaj časa in potem pristanejo v kotu sobe. Največ, kar lahko podarimo našemu otroku, družini, bližnjim, je naš čas. Ampak predvsem zanimivo je, kako smo mi sploh prišli do te situacije. Nihče ne razmišlja o tem. Prej je družina preživela le z enim prihodkom, eden izmed staršev je bil lahko doma in skrbel za otroke. Zdaj ena družina komaj pride skozi z 2 prihodki. Kako je sploh prišlo do tega? Če vas zanima, lahko naredim en video posebej o tem. Komentirajte spodaj, želim izvedeti. In če bo zanimanje veliko, ga bom tudi naredil. No, potem je tukaj zdravje, zelo pomembno in neprecenljivo, ker je eno samo. Vlaganje v zdravje pomeni skrb zase, za svoje telo in dušo, telovadba, zdrava prehrana, tudi sprostitev. In nenazadnje je tukaj tudi znanje. Če ga imamo, nam ga nihče ne more vzeti. Ampak to zahteva čas. Čas, ki ga marsikdo nima. Treba je raziskovati, brati knjige in najpomembneje postavljati vprašanja. Tukaj mi pride na misel en zelo pomemben pregovor in bi ga rad izpostavil. Sledi tistemu, ki išče resnico. Dvomi v tistega, ki jo je našel. Zato je tukaj izrednega pomena, da se ne sprejema slepo resnice nekoga drugega, ampak da se postavlja vprašanja in da imamo znanje kot podlago, da to lahko naredimo. Znanje, predvsem finančno znanje, je še posebej pomembno, ker nas nihče o temu ne uči. Nihče nas ne pripravi na to. Noben šolski sistem, tudi starši ne, ker so šli skozi ta isti sistem. Zato je tukaj vse na nas samih, da pridobimo to znanje, če imamo seveda sploh to srečo, da nam kaj takega sploh prekriža pot. In šele na 3., zadnjem mestu je investicija v denar. Tukaj štejem vse, od kriptovalut, delnic, pa žlahtne kovine in tudi poslovne ideje. Zdaj, kot morda že veste, tisti, ki me spremljate že več časa, jaz svojih investicij ne razkrivam. Pa ne zato, ker bi bil smotan, ampak zato, ker verjamem, da so osebne finance tako zelo pomembne, da bi moral vsak sam pri sebi imeti znanje in sposobnost odločanja glede svoje finančne prihodnosti. Mi sami smo vsak zase odgovorni za svoje finance. Ampak to zahteva tudi odgovornost, kateri bi se marsikdo najraje izognil s tem, da svoje finance zaupa nekomu drugemu. Tukaj si je treba zapomniti predvsem to, da tudi če si nekomu zaupal svoje finance, da upravlja z njimi, si še vedno odgovoren, ker si mu to zaupal. Zato vzemi tisto knjigo v roke, oglej si tisti video, ki te bo nekaj naučil, pridobi znanje, vloži ta čas, da ga pridobiš in postani sam svoj gospodar. Jaz imam pač svoje investicije in za te sem tudi pripravljen sprejeti odgovornost. In isto mora narediti vsak, ki se hoče podati na to pot. Ampak drugače, ja, večinoma v kar investiram so kriptovalute, žlahtne kovine. Delnice me trenutno ne zanimajo, ampak taka je pač moja osebna odločitev. Vlagam tudi v poslovne ideje, večinoma so to moje, eno sem ravnokar pred kratkim udejanjil. In seveda, ja, tudi v umetno inteligenco. Ampak ne na način, kot si marsikdo misli. Trenutno se izogibam predvsem naročniškim modelom, ker če dobimo krizo, in trenutno vse bolj kaže, da jo bomo tudi dobili, kaj se bo zgodilo? Ta prvo, kar bodo ljudje začeli cancelati, bodo naročnine, da bodo nižali stroške. Seveda, obraten trend bi bil iz strani podjetij, tam bodo začeli odpuščati, ker bodo AI agenti ceneje opravili delo. Ampak prav to bi lahko tudi še dodatno poglobilo krizo. Velik del marketinga, po mojem mnenju, je tudi povezovanje na osebni ravni in enkrat, ko to prevzame AI, tega ni več. In zanimivo bo videti, kako se bo to vse skupaj razvilo. Jaz pravim tako.
Ljudje smo sposobni ustvariti umetno inteligenco, nismo pa sposobni ustvariti umetne duše. Tukaj ciljam predvsem na tiste, ki pri svojem delu dobesedno 100% računajo na umetno inteligenco. Kot prvo je tukaj izgubljen osebni stik, kot sem prej omenjal, kot drugo umetna inteligenca nima domišljije, nima občutkov. Tako da tukaj jaz poudarjam, umetna inteligenca je orodje, gonilo za tem orodjem moraš biti še vedno ti. In zmagal bo tisti, ki bo to orodje znal najbolje uporabljati, ne pa tisti, ki se bo 100% zanašal nanj. In to so še moje investicije v denar. In kaj je cilj teh investicij? Sigurno ste že uganili, da si kupim še več časa, da ga lahko vlagam v neprecenljive stvari. Denar, razne materialne dobrine, ja, seveda ne moremo brez njih, konec koncev moramo živeti, nekaj moramo jesti. Ampak denar je kolateralna dobrina, je odraz tega, kako se mi obnašamo do našega časa, ki nam je dan v življenju. Tako tudi mora biti, ker če ne, smo mi kolateralna dobrina denarju. In nočem postati temačen, ampak vsi poznamo to dejstvo. Naš čas je omejen. Nihče ne ve, kdaj se bo njegov čas iztekel. In ko enkrat pride do tega, takrat ne bodo pomembni ne denar, ne hiše, ne jahte, niti bitcoin. Takrat bodo pomembni spomini, ki smo jih ustvarjali skozi ta dani čas in ljudje, ki bodo ob nas. Naj s to mislijo tudi zdaj zaključim in naj vam obenem zaželim tudi lepe velikonočne praznike. Če vam je všeč ta vrsta videov, mi dajte prosim vedeti, lahko všečkate, komentirate spodaj in se naročite na kanal. Idej za take videe imam še ogromno. Poleg tega, če bi želeli podpreti ta kanal, imam tudi Patreon in tam imamo tudi live vsak dan ob 9. zjutraj, kjer spremljamo gibanje cen kriptovalut. Če vas zanima več, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. Zdaj pa vam želim še lep dan naprej, doživete praznike in se vidimo v novem videu.